Spoštovani kolegi, osebni zdravniki, dovolite mi, da vam v svetovnem dnevu osebnega zdravnika iskreno čestitam. Hkrati bi rad izkoristil priložnost, da se vam zahvalim za vaše požrtvovalno in nesebično delo, s katerim smo skupaj obvladali epidemijo. Vaš prispevek v zadnjem letu pa je bil res enormen, kajti poleg vsakodnevne skrbi za vaše paciente ste pomagali vzpostaviti vstopne točke, v katerih se testirajo pacienti s sumom na koronavirus, v letošnjem letu pa tudi cepilne centre, v katerih ta trenutek izvajamo najpomembnejši javnozdravstveni ukrep za zajezitev epidemije. Številne evropske države se zgledujejo po našem primarnem zdravstvenem sistemu in umeščenosti osebnega zdravnika vanj. Pa vendar to ne pomeni, da nimamo skupnih izzivov, da bo naš sistem še boljši. Tako smo nedavno izvajanje bolniškega staleža do 3 dni prenesli na druge deležnike v družbi, podaljšali veljavnost in trajanje napotnic ter tudi do določene mere vzpostavili delovanje oziroma izvajanje storitev na daljavo. Imenoval sem tudi delovno skupino za razvoj osnovnega zdravstva, ki ima kratkoročni cilj, da poda predloge, s katerimi povrnemo možnost izvajanja poslanstva osebnemu zdravniku in pa osnutek dolgoročnega načrta, s katerim bomo začrtali pot osebnemu zdravniku in primarnemu zdravstvu v okviru slovenskega zdravstva tudi v bodoče. Slovensko zdravstvo se je na epidemijo odzvalo odlično, vendar ravno vaša popolna podpora in sodelovanje je bila ključna. Zato se vam še enkrat res iskreno zahvaljujem in čestitam ob vašem dnevu. Hvala.